Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj zdaj le odpiramo vrata naše Sorine radijske klepetalnice, v kateri danes pozdravljamo Andreja Šifrerja, slovenskega pevca, kantavtorja in skladatelja zabavne glasbe, pa tudi glasbenega novinarja in po novem pisatelja. Andrej Šifrer, dobro jutro. Dobro jutro, živijo. Kako smo ob tejle zgodni uri? Ne vstajamo ravno pogosto takole. Ja, običajno to je običajna ura, ampak jaz sem pa bolj ponočnjak in vstajam malo kasneje, če se da. Ampak ni nič narobe, če sem danes mehen bolj zgodaj zastavil. Tako, kako že pravijo, kdor zgodaj začne, lahko potem veliko več naredi. Včasih, ampak ni pa nujno, ne? Ma jaz jim ne verjamem. Jaz tudi ne, ampak tako pravijo. In če pravijo, potem bo bojda držalo, tako kot pravijo, da naj bi moški v svojem življenju posadil drevo, zaplodil sina in napisal knjigo. Andrej, koliko kljukic imava v tem primeru? Ja, zaenkrat kar vse. Vse tri. Ja. Ampak to je nek vzhodni pregovor, ne pravi, eni pravi, da je kitajski, drugi da je tajski, nima veze, ampak mislim, da je to dobra iztočnica za še marsikaj narediti, ne? Kajti, če samo to narediš, pa se vležeš, spet nisi nič naredil, ne? Tako je. No, midva sva se nazadnje družila tukaj le pred radijskim mikrofonom takrat, ko je beseda tekla o 40 letih norosti in modrosti. Kako pestro je bilo tole jubilejno leto, če zdaj le malce obujava spomine? A toliko je že od tega? Ja, kar nekaj časa. Veš kaj, kole človek misli, da se bojo stvari počasi umirile, ne? Ampak v resnici je pa največji dar, ki ga lahko doživiš, da se ne. Da še vedno stvari špricajo z vseh koncev, da te še vedno ima, da greš in verjemi, da okrog mene so ljudje, ki pravijo, a se ti še da? Ja, moj Bog, kako se ti ne bo dal, če samo lepe stvari prihajajo? Imam tudi zelo močno podporo svoje izvoljenke in potem se stvari kar odpirajo, ne? In če pomislim samo, da smo lansko leto na pobudo župana in Kranjskega muzeja v Kranju odprli razstavo o Andreju Šifrerju, 70-letnica, in bi verjetno ta razstava obtičala v enem skladišču, ampak sva jo z Mirjam pognala naprej, da je gostovala že do sedaj v Velenju, Grad Turjak, Maribor, potem Celje, Novo mesto, Brežice, Šoštanj in v četrtek odpiramo na Ptuju razstavo o Andreju Šifrerju, ki se kasneje, če bo vse po sreči, seli na Dunaj, če bo vse po sreči v Buenos Aires in če bo vse po sreči 28. aprila v London. Marija sveta, Andreja Šifrerja samo doma ni nič. Ja, zakaj pa? Doma ljudje mrejo. To se pravi, da to jaz razumem kot darilo. In kjer normalen človek pa odklanja darila, ne? Točno to, še posebej ne Gorenci. Zdaj, če smo že pri darilih, ne, neko posebno darilo, ki je zdaj le prišlo med ljubitelje glasbe, je tudi knjiga. Zdaj, poznamo vas kot pevca, kantavtorja, skladatelja, tudi novinarja, ampak kot pisatelja pa ne. Kako pa se je pravzaprav zgodil ta Andrej, pisateljski? Če pomisliš, kaj vse si zdaj le povedala, je v glavnem opravka z besedami. In razmišljanje o besedah, to se pravi, res je, bil sem kot novinar v mlajših letih, sem pisal za Stop, za Mladino, za Tribuno celo. Skratka, že od nekdaj so bile besede moje ljubice, ne? In če zdaj gledam naprej, ne, se je v nekem momentu pojavila zgodba v moji glavi, ne? Neka hrbtenica zgodbe. In
Ko je potem se je na to hrbtenico so se začeli meseni deli in živčevje polagati, sem se usedel in začel pisati. Ne. In to je bilo dobrih 12 let nazaj. Ne. Potem sem to napisal, dal nekomu za prebrati, pa drugemu, pa tretjemu, pa četrtemu in vsi so zmajevali z glavo, ti, brez veze. Ok, falil sem, nič hudega, šel sem na pot, ki ni ta prava. Stvar je ležala in naenkrat sem bil v enem pogovoru, na nekem otvoritvi zadeve in se srečam z Rudijem Zamanom, on je pa lastnik založbe Didakta, pa sem mu to omenil. Je rekel, da je morbit pošelj, nimamo kaj izgubiti. Ne? In reakcije so bile pa čist drugačne kot izpred 10 let. To je pa dobro, da je probaj, da je to, da je on. No in po mnogih peripetijah in nekih uredniških, da ne rečem jajcih, so se stvari nekako odvile. Jasno, brez amortizerja tle ne bi šlo, ker jaz hitro rečem, aha, če pa ne, pa ne. Že ni mišljen. Ne? No, ampak tle je pa Mirjam odigrala svojo vlogo in je se pomenila z uredniki. Skratka, zdaj imamo knjigo tukaj in to, kar dobivam od ljudi, ki so prebrali, je neko navdušenje, ki ga nisem pričakoval. Ne? Zdaj, zgodba govori o volkovih, to so skupina slovenska volkovi, ki je popularna, ampak je izmišljena, ampak živi v realnem svetu, ki pa resničen, ki sem ga pa jaz doživel. In tukaj je par ljudi resničnih z spremenjenimi imeni in pa kakšen, ki ni spremenjen ime. To se pravi, Dušan Hren, režiser je pristal na to, da ga lahko uporabim. Tako je nastala neka zgodba o bendu, ki je razpadel 15 let nazaj, so se skregali, razpadli, jih ni več. Ampak ostajajo pa živi v knjigi, več v zgodbi o nadaljevanju. Zdajle pa si privoščiva kar tisto prvo, ki je knjigo tudi napovedala. Ustavite svet, pravijo volkovi. Ja, in mi ga ustavljamo. Moram pa še malo povedati. Ustavite svet je ekološka himna, ki so jo volkovi že zdavnej napovedali katastrofo, ki se nam dogaja. In pravi nekje tako, ustavite svet. Jaz sem se zmotil, ustavite svet, jaz bom izstopil. Iz dimnikov kadi se smrt, ozonski plašč je čist predrt, led na tečajih se topi, morje dviga se nam pred očmi, požari in potresi in poplave, maščevanje matere narave. Kakšen jutri bomo svojim vnukom prodali? Ne bodo smeli z hiš, brez mask in brez očal. Medtem ste nam planet zasrali. Planet zasrali. Ustavite svet. Jaz sem se zmotil. Ustavite svet. Jaz bom izstopil. Jaz bom izstopil. Bolje, kdo bo tebe ljubil. Zlato volje vsem zaželjeno.
čist predrt. Led na tečajih se topi, morje dviga se nam pred očmi. Požari in potresi in poplave, maščevanje matere narave. Matere narave. Kakšen jutri boste svojim vnukom prodali? Ne bodo smeli iz hiš brez maske in očal. Pazi se, ko vabiš me v sanje, veš, da vedno ti ne bo lepo, a letela boš v nebo kot nihče doslej tako, poljubljala z bogovi se jim segala v roko. Sem pa tja, ti bom ukradil spanje, spanje, ker šifrerjem živeti ni lahko. Sem pač take sorte človek, enkrat mucek, drugič volk. Danes denarje razmetavam, jutri sem pa brok. Kdo to prav, da nikoli več se ne bom pobral. A bež, nazaj prišel sem še močnejš. Se ne bom pobral. A glej, nazaj prišel sem še močnejš. 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 Ni pomembno, koliko krat vdihneš, pač pa kolikrat ti zastaje dih. Ker s telezom sem še dlje, z dušo pa nekje drugje. Hodim po svetovih, ki jih odkril ni še nihče. Ker v nebesa pridejo le tisti, ki uspeli so pobegniti iz pekla. Morda zato sva se našla, ker večkrat vržena je v tla. Pobereva se vedno znova, zdaj sva angela. Kdo to prav, da nikoli več se ne bom pobral. A veš, nazaj prišel sem še močnejš. Kdo to prav, da nikoli več se ne bom pobral. A glej, nazaj prišel sem še močnejš. Nazaj prišel sem še močnejš. Nazaj prišel sem še Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Na stežaj odpiramo vrata danes v ustvarjalni svet Andreja Šifrerja, pevca, kantavtorja, skladatelja in tudi pisatelja. Kdo to prav, smo si zdajle požvižgavali in ob tem poplesavali. Andrej, tale je ena bolj frišnih. Kako pa je nastala?
Seveda, nastala je v večjih fazah, ne? Ker zdaj, verjetno ima vsak en svoj način pisanja pesmi. Pri meni, starejši, ki sem dalj časa traja, in to ne zato, da bi bilo to skozi teži, ampak zato, ker vedno bolj pazim, kaj bom napisal. Jaz zdaj ne morem več napisati Martinovega Lulčka. Ne? Lahko pa napisam, kdo to prav, da nikoli več se ne bom pobral. A bejž, nazaj prišel sem še močnejši. In tudi noter pride, ni pomembno, kolikokrat vdihneš, ampak kolikrat ti zastav je dih. Kaj ti dihaš avtomatično, a ne? Ampak kolikrat pa narediš, kaj se je zgodilo, to je to. Iz teh trenutkov je sestavljeno življenje, ki si šokiran, ki ti življenje postavi nekaj, kar še nisi videl, kar ne poznaš, kar ne veš, kaj ti, da ne gre avtomatično, da ne gre samo po sebi, ker to je tisto, ni pomembno, koliko let živiš, ampak koliko kvalitetna so tvoja leta. Ne? No, zdaj pozornemu poslušalcu ni ušlo tudi dejstvo, da je v pesmi omenjeno, šifrerjem živeti ni lahko. A to drži? To drži, ja. Zato, ker vsi posebni ljudje imamo kakšne posebne muhe. In ker sebe, mislim, da sem kar že poseben ratov, ne. Nič ni takoj dobro. In kaj sem to gre od čist stvari v kuhinji, mislim, do tega, da eno besedo lahko iščem tudi leto ali več. Ali eno stavčno zvezo, ali eno rimo. Ne? Ker se da zelo hitro narediti. Ti bom samo en primer povedal. Za prijatelje si treba čas vzeti, se poveseliti in normalno bi bilo, in kakšen liter spiti. Ampak je to za šifrerja prepocen. In kdaj znati potrpeti, pomeni čist nekaj drugega. To se pravi, ne samo veseliti pa piti, ampak tudi bodi ob prijatelju tudi takrat, ko ne gre najboljše. Tako, kot te morda še bolj rabi, ne? No, tako. In to je bilo nekaj časa treba čakati, ker se ti tista rima sama ponudi. Ne, dajmo probati iti globje. O tem ti govorim. No, in če smo že pri posebnih ljudeh, potem seveda ne moreva niti mimo glavnega junaka knjige Volkovi, Aleks Špiler, ne, tudi ta je poseben človek, tudi on je tak, ki je bil na vrhu, padel na dno in zdaj počasi dojel, da pravzaprav pa se da živeti tudi na drugačen način. Koliko Andreja pa je v Aleksu Špilerju? Verjemi, da nisi prva ne zadnja, ki mi je to vprašala, ampak verjetno ga je nekaj, vendar Aleksa sem jaz sestavil iz mnogih značajev, rečemo, iz mnogih ljudi. Kaj ti na vrhuncu, ko ti nisi pripravljen na uspeh, nihče te ne pripravi na uspeh. Sicer si želiš, bi bil na odru, da luči sijale v tvojo smer, vendar ko se to zgodi, pride do nekih pritiskov, ki jih ne pričakuješ. Ne? In to se zgodi mnogim bendom, ki jim uspe v karieri veliki met. In ko govorimo o Volkovih, je ta Aleks Špiler, ki ima zelo častitljivo preteklost skozi rodove, naenkrat on znori, postane egoist, postane sebičnež, samo on lahko pesmi piše, nihče drug, se zapiva, je babjek, ampak to je tisto, kar ti slava ponudi, vse lahko dobiš. In takrat je važen, kaj s tem narediš. Ne? Ko to mine, ne, šele ugotoviš, kaj se je zgodilo. Ne? To je tako, kot da bi se zbudil iz enih sanj. Ne? In Aleks se je zbudil z teh sanj. Pred 15 leti so se fantje med seboj skregali, ne govorijo več med seboj. Eden umre na enem potovanju, drugega zbije avto, ravno kar ostaneta dva in zdaj morata govoriti.
Ne? In pravi, na radijih spet vrtijo naše komade. Kaj bova zdaj naredila? A bova mulo kuhala naprej, dejva se dobiti, ker naenkrat se ponudi televizijska oddaja, radiji jih kličejo. Skratka, nekako se vrača tisto pozabljeno kraljestvo, ker Alex si reče, da se počuti kot v izgnanstvu. Ne? In zdaj spet zavonja tisto nekaj, kar je bilo takrat, vendar to je zdaj 15 let starejši Alex in gleda drugače na te stvari. Tako, z nekaj več izkušnjami, kako in na kakšen način, pa po naslednji. Seveda bo Andrejeva in dišala bo. S temo sem se zlil, nove čute sem razvil, glas oddaljen vabi. Kot da samo se zdi, v misli mi polzi, da izogne se pozabi. Neznana moč puhti, opazuje brez oči, vsrka se v spomine. V brezčasju ni razdalj in negotovih tal, tam minljivost mine. Kako mi zadišiš in z dotikom posadiš na prestol mojega navdiha. Želja dveh teles se zlije v ples dreves, da še tišina tiho diha. Kako mi zadišiš, ko v krču sapo zadržiš, da užitek čas ustavi. Spoznavajo telo, konice prstov čitajo, te v brajlovi pisavi. Ko na perutih poletiš, tja, kjer sever brije. Takrat snežinka si naenkrat, ki pleše z njim korak, da s plaščem te pokrije. Šampanca si nalijeva in v detelji počijeva, da misli mi umiri. Odkar v tebe sem ujet, mi ni težko biti poet, ko mi zadišiš. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. danes v družbi Andreja Šifrerja. Po novem tudi pisatelja, avtorja, lahko rečemo, kar še zelo sveže kriminalke z naslovom Volkovi. Nekaj o glavnem junaku sva že povedala, zdaj pa verjetno tudi ne bom prva, ki je vprašala, a je pri pisanju knjige kaj pomagalo dejstvo, da ste po izobrazbi pravnik, glede na to, da gre za kriminalko? Ja, jaz sem 30. junija 1977 sem diplomiral na pravni fakulteti in uradno postal diplomirani pravnik, vendar tega poklica praktično nikoli nisem upravljal.
Ker pa ni rečeno, da mi ni veliko krat prav prišel. Ne? Zdaj, ena stvar je to, da se postaraš v tem času, to je zelo pomembna stvar. Drugo je pa to, da ko sem pisal to knjigo in je noter govorim o tem, da je, ko se je zgodil neka smrt, se je zgodila, kako postopek to gre, ta prvo policija, preiskovalni sodnik, kako se oni med sabo to zmenijo, to je bilo meni jasno, ni bilo treba koga sprašvati. Sem vedel, zakaj gre. In to ti veliko krat olajša stvari. Tudi ko sem delal na založbi kaset in plošč, sem bil urednik za licence, kar pomeni za tuje izdaje. Sem lahko prebral pogodbe, dodal svoje mnenja in tako. To se pravi, to ni bilo delo pravnika, ampak urednika, ki je znal tudi nekaj prava, ne? Pridejo vse znanja v življenju nekoč prav, ne? Absolutno, čeprav trdim pa sledeče, no, da poklic ni tisto, za kar se izšolaš, poklic je tisto, za kar si poklican. In mene kličajo že zadnjih 45 let. To se pravi, tudi jaz sem mislil takrat in moj oče, ki je bil Žabence, je rekel, Madonna, dob že enkrat ena služba, ne? Ena taka spodobna. Ena služba. Ja, pa se hodim v službo. To ni nič. Služba, ki se nas začne ob 6, ni služba. A veš, to se pravi, naš Francelj je bil starega kova, ne? On je bil izjemno dober oče do mene, če sem to povem, da me v življenju nikoli ni udaril, ne? Mama pa vlikat, ne? Samo mama se je pač z nama, z bratom pa z mano, bistveno več ukvarjala, ki je bil fotor cele dneve v službi, ne? Ampak on mi je pač rekel in eno breme dajal, da to ni ta prava služba, ne? Ampak rekel sem si, jaz bom tole, kar rad delam, kajti če lahko živiš od tega, kar rad počneš, ti ni treba nikoli delati. In sem rekel, dokler bo to trajalo, dokler me kličejo, dokler sem klican, bom to počel. In očitno mi ni bilo treba jeti v nobeno službo z nekimi šefi, ki so taki in drugačni. In da sem speljal nekako celo življenje s tem, da sem počel stvari, zaradi katerih mi ni bilo treba delati. Da ste poklicani k uporabi besede, k njenemu širjenju med ljudmi, se čuti tudi v knjigi, ne? Jezik lepo teče, zgodba lepo teče, tudi besede so ravno prav sočne takrat, ko je treba in take, da pobožajo na drugi strani, hkrati pa tudi udarijo, kadar je za to potrebno. Kakšen izziv pa je bilo pravzaprav napletanje celotne zgodbe ob tisti osnovni hrbtenici, ne? Ker zahtevno postaviti nekaj na 300 strani, ne v 3 kitice, recimo. Ja, to je pa, kar padeš v trans, ne? To je neke vrste trans. Ko pišeš, potem greš gledat nazaj, kaj si napisal, vržeš tisto ven, kar ti ni v redu, pišeš naprej, greš še enkrat pogledat, kaj si pred 3 dnevi naredil, 5 dnevi, aha, tole ne gre skupaj, s temu ne gre skupaj, to moram to moram. In paziti moraš tukaj precej imen, precej nekih, da se ne zaštrikaš. Z imeni, s karakterji. Že s tem, ja. Ne? In da zgodba teče, seveda to pomeni, da moraš enkrat, dvakrat, 10krat, 20krat iti skozi in a je vse v redu, a stoji to skupaj. Še tako se ti zgodi, da narediš napako. No, ampak takrat se spomnim, da sem v tem užival, bil zelo razočaran, ker sem dobil slabe odzive in zdaj ponovno izjemno srečen in presenečen, da dobivam dobre odzive, ne? Veš, in tako, da, veš, da ko dobiš kakšne SMS-e, ki ti povejo, da si verjetno naredil dobro stvar, recimo en prijatelj mi je napisal, Andrej, prosim za drugi del, to moraš narediti. To se pravi, človek je prebral. Potem imamo tako take
zanimive odzive, kot so. Knjigo sem prebrala na ŠUS, tako kot predlaga Tomaž Domicel, kateremu sem knjigo dal še v elektronski obliki in je rekel, če mi ne bo všeč, ti bom to povedal in ne bom nič napisal. Tomaž Domicel je znan po tem, da ima oster jezik, zelo kritičen in zelo naravnost. Ne? Ampak je pišoč. Pišoč in tudi sam je prevajal. Skratka, to je človek iz Muske in iz... Ve, kako se stvarem streže, ne? Ja. In je rekel, pa je napisal, prav, to je knjiga, ki jo lahko narediš na ŠUS, prebereš na ŠUS ali pa analitično. Predlagam oboje. No, ker je pa še bolj zanimivo, je pa enemu skupnemu prijatelju rekel, a veš, da je Šifrer knjigo napisal? Pa bom prav, res, ne, nisem vedel, pa prav. In to dobro, pezda, to mu je pa res ratal. To je tako rekel, kot nič drugega mu še ni to. Ampak to je zaenkrat največja pohvala, ker si jo dobil iz nekega strokovnega miljeja, če hočeš, ne? No, in če smo že pri pohvalah, ker nekaj jih je bila deležna tudi naslednja. Šumelo bo na naših srcih in na valovih Radia Sora v družbi Andreja Šifrerja. Žetev zgodnega časa, bogatega klasa, zatrubila je svoj odhod. Ko redko gozdna vila me je poljubila, odpeljala pod nebesni svod. Do takrat oktober ni bil slab in nedober, le v večnost zapisan čas. Ko smo iskali plodove za pozne rodove, nihče ni vedel za nas. Rad bi jokal s teboj kot klovn, rad bi bil ti kot Jackson Brown, kot da je pomin lagal, šum na srcu me bo izdal. A vsi naj izvedo, kako sva srkala nebo. Podoba krajskega greha, v tvojih gubah od smeha, bil sem reven, bil sem bogat. Ko skoz bedresa v nebesa tvojega svetega telesa, v večerih sem hodil spat. Duša se izkrca, papirnata srca mi padejo objem. Pohota švedskih stranišč, lepota poznih plesišč, večnost zdaj lahko odprem. Rad bi jokal s teboj kot klovn, rad bi bil ti kot Jackson Brown, kot da je pomin lagal, šum na srcu me bo izdal. A vsi naj izvedo, kako sva srkala nebo. Zapisan čas in London ni bil ne meglen in ne sil, na vsa usta se je iskril. Rad bi jokal s teboj kot klovn, rad bi bil ti kot Jackson Brown, kot da je pomin lagal, šum na srcu me bo izdal, kot da je pomin lagal.
radijska klepetalnica Na stežaj. Kje se rodijo sanje, tam, kjer gnezdijo želje. Na brezpotjih časa z njimi v smeh topijo se solzi. Nekdo je umiril polja in vasi oblekel mraz. Jamnik je razgalil prsi, Bogu ponos nam ukras. Jamniški zvon odmeva njegov bron, ko sneg oblači ceste in smreke v neveste, kot ženi njim zapoje v poklon. Jamniški zvon za rešetkami nesmisla je zaprto mnogo sanj in samo te roka trga nam fino tkanje naših ran. In jamniški zvon odmeva njegov bron, ko sneg oblači ceste in smreke v neveste, kot ženi njim zapoje v poklon. In vasi obleku mraz. Jamnik je razgalil prsi, Bogu ponos nam ukras. Jamniški zvon odmeva njegov bron, kot sneg oblači ceste in smreke v neveste, kot ženi njim zapoje v poklon. Jamniški zvon odmeva njegov bron, kot sneg oblači ceste in smreke v neveste, kot ženi njim zapoje v poklon. Jamniški Nekdo je radijska klepetalnica. Na radiju Sora. Ja, nekdo je umiril polja in vasi oblekel v mraz, smo slišali v pesmi Jamniški zvon. Andrej, tale ima že kakšno zimo ali dve za sabo. Seveda, ampak še vedno, kadar jo slišim, ima smisel, ker Jamnik je tako blizu nas in za mene je ena najlepših točk. Tam sem posnel tudi 2 videa, in sicer Ko zvonovi zapojo in pa Največje ljubezni, vsaj delno, no, posnel. Tako da v moji podzavesti in tudi zavesti Jamnik igra neko krasno vlogo in ravno to, kar si rekla, nekdo je umiril polja in vasi oblekel mraz, Jamnik je razgalil prsi, Bogu v ponos nam v okras.
Ja, so tole verziji, ki se dotaknejo. No, če se midva zdajle malce vrneva nazaj k kriminalki, ki je rdeča nit tega najinega današnjega klepeta. Z njo se je pravzaprav razgalilo tudi nekaj zakulisja slovenske glasbene scene. Kako to, da ste se odločili za takšno tematiko? Ja, to, kar poznaš, to, kar živiš. Jaz sem pravzaprav 40 let plus na tem odru, ne? In od blizu in od daleč gledam vse to. To je ena zelo majhna skleda dogajanja. Ne? Veš, to je televizija, radio, par menedžerjev, mi smo majhni, ne? Tudi v tem pogledu. Ampak poskušal sem mal preliti tisto, kar vem, v zgodbo. Saj ne moreš vse dati v zgodbo. Ne? Lahko pa daš nekaj iz tega opazovanja, no in seveda sem v resnici sledil zgodbi in to sem sam dogajal, v tem govorim o hrbtenici in o mišicah in o živcih, ki jih dodajaš potem na ta organizem. In o tem, da ni vedno vse tako lepo, kot se zdi na prvi pogled. Seveda ne. Mislim, obstajajo pač neke zakonitosti, ki se dogajajo v zadej, za kulisami, ampak to je pravzaprav povsod. Če gledaš tudi korporativno industrijo, sodstvo, kjerkoli, posod so neke ribarije, ne? Tako da ni nič novega, če je to v muski nekaj. Ne? Je pa zato toliko lepše na druženjih in na srečanjih s prijatelji. Zdaj eno takšnih se obeta še v tem tednu v Škofji Loki, kjer boste o knjigi Volkovi povedali še kakšno več, verjetno. Ja, hvala ti, da si mi dovolila to, da povem, da v sredo ob 6. zvečer, se pravi ob 18. uradno, sem v gostilni pri Pepetu in se bomo pogovarjali o knjigi, predstavil bom knjigo, povedal tudi kaj, bomo tudi kakšen komad zavrtel in če bo kdo hotel kaj vprašati sploh, dalo se bo knjigo tudi kupiti. Skratka, bo en tak večer, gostilna pri Pepetu. Tale Janez je izjemno okolje naredil, da bomo lahko tam kakšno rekli. In vabljeni v Škofjo Loko v sredo zvečer ob 6. Tam bom. Tako? Jaz bom sigurno tam. Pa zagotovo še kdo, tako da me za to sploh ne skrbi. No, zdaj greh bi bilo ne vprašati, a po Volkovih zdaj prihaja še kakšno knjižno delo? Ja, grešiti ne smeš, ne? Ja. Čeprav pa še. Ja. Ampak, ne vem, kaj ti zdaj moram, da se ukvarjam čisto z drugimi stvarmi. Zdaj naenkrat so ti Volkovi, so bili pozabljeni, so bili 10 let tako rekoč skriti v računalniku, so zdaj pa šli ven in tulijo in zavijajo, ne? Ali bo to šlo naprej ali ne, ampak sem pa vesel vseh možnih odzivov, no in enega sem dobil, ne vem kdaj sem nazadnje prekrokala celo noč. Tokrat sem jo z Volkovi, prebrala sem jo na šus, preostanek noči pa se je vrtel v akciji Volkov. Knjiga, v katero sem padla not, pa ne samo to, dogaja se v meni poznanem prostoru in opisi lokacij so naredili ta efekt, da sem se znašla na kraju dogodka in ga v živo spremljala. Knjiga se bere tekoče in napeto, manjka samo še dediščina v Londonu in razprodane turneje pa bo v drugem delu. Iskrene čestitke za odlično knjigo, Barbara. Ja, Andrej, kaj tole napoveduje drugega kot ponovno sedenje za računalnikom, razmišljanje, morda kakšen skok ali dva v London za preveriti situacijo, da bodo podatki ta pravi in to je to? Ja, to zdaj še nisem tam, ampak moram se počasi pripraviti na to. Vendar veš, mene ljudje velikokrat vprašajo, Andrej, kdaj bo pa nova plošča? A ta zadnjo imaš? A veš, to je tako, ne? A še kakšen nov komad? Ja, kjer je pa ta zadnji? Skratka, to mislim, ta prvo je treba to predelati,
pa gremo pa naprej. No in še en odziv Maruša. Živijo, Andrej, prebrala sem Volkove in sem navdušena. Zelo bom vesela, če se boš daj oglasil in podpisal. Sem velika ljubiteljica knjig in tvoja knjiga že krasi mojo zbirateljsko knjižnico. Lep pozdrav, Maruša. Evo, krasno in še veliko takih komentarjev bo tudi v nadaljevanju. Midva pa si bova zdaj vzela še trenutek ali dva za tele Volkove, ne? Ker nekaj časa so burili domišljijo svojo skrivnostnostjo, na knjižnem sejmu so nastopili celo z maskami, zdaj pa jih lahko tudi razkrijeva, je tako? Tako, tudi včeraj smo jih v oddaji razkrili nedeljsko popoldne na televiziji. To je vaš Gino, ne? Ja, Isto Korešnik, ja, ki je izjemen vokal, verjetno eden najboljših na Gorenjskem, tako da morate biti malo ponosni nanj in upam, da bo prej ali slej na veliki sceni s pravim komadom prišel tudi v zavest Slovencev. Drugi je pa Igor Potočnik, on je pa producent, kitarist in ima svoj studio in v njegovem studiu smo vse naredili. Skratka, na tem posnetku sta oba te dva fanta glavna akterja. Jaz se pojavljam samo pri kakšnih šepetanjih vzadej pa pri zavijanju. Tako, vsi skupaj pa ste očitno odlično tulili v luno in še boste, tako ste si namreč prisegli in prav s prisego Volkov bova zaključila tale najin današnji klepet. Andrej, hvala lepa za tole jutranje druženje. Tudi tebi, ja. Jaz se že veselim naslednjega. Za popotnico prisegi Volkov pa predlagam kar ali kakšen vers ali pa kakšno misel. Ja, zdaj tako je, ne? Tukaj se pojavi nekaj, kar združuje, to se pravi Volkove v knjigi baje po teoriji inšpektorja Kerna nekdo iztreblja, ne? Ker sta že dva mrtva. In tudi pri nas se pojavlja dilema o tem, kaj z volkovi narediti. Ne? To se pravi, mi smo zveri in vohamo kri, pravi pesem. Ne? In tako, s tropom drvim skozi noč, drsim skozi čas. To so, ne? Ker mi smo zveri in vohamo kri. In živciramo lovce, ker ljubimo ovce s planin. Ne? Kje pa imate pastirje, čuvaje vaših dobrin? Iztrebiti volkove, a ni to zločin? Tako da postavljamo tle zdaj, v dvojni vlogi se ta stavek pojavlja, kot da sledi knjigi in pa sledi dogodkom na terenu. Več pa v nadaljevanju, v glasbi. Andrej, vse dobro. Hvala. Skozi noč, drsim skozi čas, skupaj premagujemo mraz, tulimo na glas. Mi smo zveri in vohamo kri, mesečini se svetimo, kožuh je naš okras. Delamo nas je 6 in branimo svojo posest. Ko hrane ni zadost, pridemo do vasi in mest. Mi smo zveri in vohamo kri. Za vodjo tropa sem izbran in imam čisto